Kako naj se obleče vodnik psa? Kakšna bi bila najbolj funkcionalna oprava tekmovalcev in tistih planincev, ki hodijo v hribe s psi? Tako se je spraševala Eva Klepec, industrijska oblikovalka in ljubiteljica psov iz Velenja. Eva in belgijski ovčar Kelt trenirata, tekmujeta in se pripravljata na izpite iz delovnih nalog za policijske pse. Med treniranjem je Eva ugotovila, da garderoba za vodnike psov ni prav funkcionalna, zato je zasnovala kose oblačil po svojem okusu. Tale je namenjen bolj športnim vodnikom psov, taki, kot tudi tekmujejo. Tale je namenjen za eno sprehajalko, bolj vsakdanjo lastnico z prilagojenimi žepi za priboljške. Tole pa je ena oblekca za razstavljavko psov, spet prilagojeni žepi pa posprejano z antistatičnim premazom. Vsi modeli pa obstajajo tudi v moških variantah. Posebnost Evine garderobe so funkcionalni žepi. Izdelani so iz nepremočljivega materiala, lahko se obrnejo in splaknejo z vodo. Žepi ljubiteljev psov so namreč vedno umazani. Poleg tega so hrbtni žepi na Evini garderobi veliko bolj ergonomsko oblikovani kot pri konkurenčnih izdelkih. Brezrokavniki pa so iz materiala ripstop in jih je mogoče očistiti z mokro krpo. Samo nekaj potez in vodnik gre lahko s treninga naravnost na lepše. Eva bo kmalu začela redno proizvodnjo. Sprva bo izdelala 400 brezrokavnikov in 400 hlač, pol moških in pol ženskih. V proizvodnjo bo vložila od 15 do 20 tisoč evrov in računa, da se bo vložek povrnil v letu dni. Prodajala bo prek spletne trgovine in na večjih kinoloških dogodkih. Razmišlja tudi o izdelavi opreme, ki bi jo nosili reševalni psi. V bistvu razmišljam o enem brezrokavniku oziroma oprsnici, ki je že opremljena z neko določeno opremo, ki jo ponesrečenec rabi, in glede na to, da je pes prvi na prizorišču, je smiselno, da psa opremimo že z neko osnovno prvo pomočjo, GPS-om in podobnimi napravami. Mednarodna kinološka zveza ima v Evropi 1 300 000 članov, zato Eva Klepec računa, da bo kupcev za njene izdelke dovolj.